Prijazen pozdrav vsem v Domu gospodarstva. Hvala, da ste se odzvali na naše vabilo. Torej, naš največji problem v Sloveniji je pač stalno spreminjanje pogojev za delo, stalno spreminjanje pravil iger. Gospodarstvo pa, kot veste in velikokrat na to opozarjam, potrebuje stabilno, predvidljivo, konkurenčno okolje. S tem pa postajamo seveda z vedno novimi pravili nekonkurenčni in nezanimivi za vlagatelje. Vlada gospodarstvu samo nalaga dodatne obveznosti. Če sam začnem z odpravo davčnih razbremenitev, ki jih je sprejela predprejšnja vlada, zakon o dolgotrajni oskrbi, povračilo za bolniško odsotnost, ZDR, zdaj še davek od dohodnine pravnih oseb na 3%. Kot vemo, je solidarnostni prispevek to upošteval predtem 0,8%, sedaj pa kar za 3-krat višjo obremenitev, ki je seveda nesprejemljiva. Seveda sem pa izpustila še tudi čezmejno upravljanje storitev, kar bo tudi obremenilo kar 28.000 delavcev. Torej, poleg vsega tega naštetega, to daje veliko breme na pleča gospodarstva, pri čemer bodo prejele vsa ta sredstva, za katere se bomo sedaj zbirali, prejele predvsem občine, prizadeta podjetja pa bodo predvsem za to dobivala posojila. Na vidiku ni nikakršne razbremenitve. Medtem pa gospodarska rast, na katero smo mi opozarjali že ves čas, po zadnjih ocenah analitike znaša že samo 1,5% in bo spadla še na 1%. Obnova je lahko ena velika priložnost za gospodarstvo, lahko tudi, na primer, gradimo slovensko, z uporabo domačega znanja, materialov, naprav, pa tudi izkoristimo vse ostale resurse. Ampak kako mi vidimo to zadevo? Poplavna obnova nas bi stala 3 milijarde evrov. Za razvoj naj bi šlo 7 milijard. Ni pa nobenega jasnega načrta ali seznama teh razvojnih projektov. V zakonu je 3. razvojna os. To ni razvojni projekt. To je obveznost države in to je najmanjša higiena in minimum zagotavljanja razvoja regije. Seveda v zakonu pozdravljamo poenostavitev postopkov gradnje, skrajšanje rokov za izdajo projektnih pogojev, prednostne obravnave upravnih postopkov pri umeščanju v prostor. Vendar gre za ukrepe, ki bi morali veljati tudi za naprej, trajnostno, saj vemo, da je to velika cokla našega razvoja. Kaj pa lahko naredimo za razbremenitev, da se gospodarstvo ukrepi in da te naravne nesreče jemljemo kot priložnost, da bomo prihodke v državno blagajno povečali skozi gospodarsko rast in ne zaradi novih davkov. Zato je Gospodarska zbornica že pred časom napovedala mini davčno reformo, ki bi v veliki meri pomagala z razbremenitvijo podjetij, seveda pa v državni blagajni pustila tudi več prihodkov. Treba je poiskati morda tudi nove alternativne vire financiranja solidarnosti. Mogoče eden kot primer v tujini ukinitev enega delovnega prostega dne, morda. Pa naj na tem mestu morda omenim še, da za naslednje leto potrebno razmisliti tudi o postopni uskladitvi minimalne plače, da se ne bo dvignila naenkrat, ampak vsaj v 2 časovnih zaporedjih. Razmišljamo na primer v začetku leta in pa na sredini. S tem seveda ne bi nobenemu nič jemali, bi pa samo podjetjem pomagali, da bi se s tem majčkeno lažje izvila z vseh težkih situacij. Dvig minimalne plače sproži avtomatično dvig celotne plačne mase in seveda tudi dvigne inflacijo.